Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o naložbi Term Snovik, radijskem obisku doma starejših v Kamniku, začetku kurentovanja na Ptuju, več dogodkih ob obletnicah v Slovenskih Konjicah, praznovanju slovenskega kulturnega praznika v Kranju ter državnem ocenjevanju in razstavi štrukljev v Mirni peči. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. Terme Snovik so v preteklih dneh obeležile 23-letnico neprekinjenega delovanja družbe. Ob tem se podajajo v novo investicijo, gradili bodo hotel. Projekt je na srečanju z novinarji na kratko predstavila direktorica Katarina Adam. Začenja se novo poglavje naše zgodbe, nov razvojno-investicijski cikel, novi Knajp Natur hotel ter dograditev in razširitev wellness centra, ki bosta prinesla še bogatejšo ponudbo in boljšo izkušnjo za vas, naše cenjene obiskovalce. V novem wellness centru bo v pritličju nov bazen, ki bo omogočal plavanje iz notranjega bazena pod odprto nebo skozi celo leto, ter knajpova jama. V prvem nadstropju bo wellness recepcija, prostori za fizioterapijo, knajp center, masažni prostori in prostori za zdravstvene storitve. V drugem nadstropju pa bodo prostori za popolno sprostitev in razvajanje. Zadovoljstvo je izrazil tudi kamniški župan Matej Slapar, saj se terme lepo umeščajo v turistično ponudbo občine Kamnik. Hvaležen je zato, da ste bili takrat drzni, da ste to postavili, kajti to tudi vsem občankam in občanom Kamnika in tudi širše regije omogoča zdrav način življenja, torej da imamo na dosegu roke tako rekoč terme, ki so zdravilno vodo in tudi z vsemi vašimi storitvami ponujajo res eno veliko kvaliteto bivanja in to ni samo umevno posod v Sloveniji, tukaj pri nas, Bogu hvala, pa hvala vam, ki ste to zgradili, imamo to srečo, da obstajate. Občina Kamnik se razvija v smeri trajnostnega turizma, eden izmed gonilnih sil je tudi prav Terme Snovik, ki tukaj v Tuhinjski dolini skupaj še z ostalimi deležniki, ki se tudi zaradi vas razvijajo, torej razne turistične kmetije, namestitveniki in ostali deležniki dejansko peljete ta razvoj. Poleg Tuhinjske doline je naša prednost tudi Kamniško-Savinjske Alpe, Velika planina, staro mestno jedro, ki nam daje to občutek moči, 790 let staro. Terme Snovik ne bi nastale, če ne bi vanje verjeli mnogi domačini Tuhinjske doline. Med njim je bil najbolj zagnan Ivan Hribar, ki je bil gonilna sila in je verjel, čeprav so mnogi dvomili. Jaz imam neizmerno vero in prepričanje, da dobre stvari zmagajo, da je tle kot voda in pa tudi ta okolje izredno pozitivno in da nam to daje tisto energijo, ker se dela, kad vidite tle zunaj, se spuščamo kar v zelo ambiciozne projekte, ker niso enostavni, pa ker bo še kar veliko energije potrebne, pa kar veliko je še tudi odprtih zadev, neznank, ampak prepričan sem, da bomo tudi skozi to skupno pozitivno energijo in pa to, ker nam vi prihajate in se pogovarjam, ker dajate te pozitivne izkušnje, ker kaj češ lepšega v poslu, če delaš nekaj dobrega za ljudi, ker se to vrača in druge stvari se same potem več ali manj razvijajo. Dogodka so se udeležili tudi mnogi zadovoljni obiskovalci, ki so že več let zvesti tako bazenu kot ponudbi masaž. Prav vsi poudarjajo, da se odlično počutijo, nekateri celo, da jim je voda, ko so jo pili, odpravila nekatere zdravstvene težave. Skratka, v Termah Snovik ne počivajo na lovorikah, gradbena dela za nov hotel so že stekla, kdaj bo objekt odprt za obiskovalce, pa je še preuranjeno govoriti. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko. Radio Ognjišče v vašem kraju. V preteklem letu, ko smo praznovali 30. obletnico našega radia, smo se z akcijo Dobro delo, dobro dene večkrat odpravili v domove starejših in vrtce širom Slovenije. Želeli smo prinesti nekaj dobre volje, nasmehov in pesmi in to nam je uspelo. Ker je med starejšimi veliko naših poslušalcev, ki so veseli, ko vidijo v živo tiste obraze, ki jih sicer le slišijo po radiju.
Minuli ponedeljek smo se pa odpravili v dom starejših občanov Kamnik. Tam so nas zelo prijazno sprejeli in sicer najprej animatorka Nataša Blaž, pa gospa pri recepciji, delovna terapevtka in seveda direktorica gospa Majda Podkrižnik. V pogovoru z Natašo Ličen je povedala: Lepo najprej dobrodošli pri nas, hvala, da ste naredili obisk pri nas. Mi smo tule v Kamniku, v enem takem lepem kraju, imamo 191 stanovalcev in pa tudi dnevno varstvo. Drugače nas je približno 108 zaposlenih. Malo imamo težave z kadri, ker primanjkuje srednjih medicinskih sester in pa bolničarji negovalci. Zaenkrat obvladujemo situacijo, pa imamo vse postelje zasedene. V tej smeri smo izredno veseli pa zadovoljni. Seveda pa je tudi pomanjkanje kuharjev. Pred kratkim smo imeli malo omejitve obiskov, ker smo imeli rotavirus, 14 dni. Upam, da se zdaj ne bo ta imunost toliko padla, da bo se prelevilo še v kakšno drugo bolezen, kot so gripa in te razne respiratorne bolezni. Jaz sicer sem tle zdaj že kratek čas, od 3. julija, od decembra sem nastopila mandat direktorja za 5 let. Včeraj smo imeli sejo sveta zavoda. Dejansko je zelo zanimiv izziv. Prihajam iz gospodarstva. Tole je moje novo področje in sem ga z veseljem sprejela ta izziv. Kar nekaj časa je že tlela ta želja v meni, da bi delala v domu starejših občanov. Ponudila se mi je priložnost tule v Kamniku. Ni enostavna, so veliko izzivov, sploh na tem področju socialnem je res veliko izzivov, ampak zaenkrat z veseljem delam, upravljam to delo. Zdi se mi, da se tudi ti naši odnosi, klima in to čutenje naših stanovalcev, zaposlenih, medsebojnega in tudi okolice, v katero se še nismo zlili v taki širini, kot si želimo, ker smo se pač mogli zdajle najprej znotraj noter spoprijeti s temi izzivi, ki so ostali odprej. Bo prišel tudi čas, ko bomo se lahko tudi malo navzven razprli. Glih dan smo se pogovarjali, da bomo naredili dan odprtih vrat za osnovnošolce pa za srednješolce 5. februarja, kjer bomo odprli vrata pred informativnimi dnevi v letošnjem letu, da bi probali na nek tak odprt način prikazati delo v domu in privabiti mlade ljudi, ki si to želijo, ker to delo je res tako posebno in moraš imeti empatije, ljubezen, da pomagaš ljudem, da tudi sočustvuješ. Tu ni samo, da delo upraviš nekje tiste fizikalne in te storitve, ki jih pač more človek imeti, da je oblečen, da je nahranjen. V bistvu tu je potrebno malo deliti tudi z čustvi, z ljubeznijo, tudi kdaj koga, da kaj pobožaš, ga malo tudi poslušaš, da ga prisluhneš. Tako da smo zelo veseli, da smo zdaj dobili tudi 3 preko javnih del, kjer bodo imeli večjo nalogo, da bojo transporterji pod domu, ker skušamo organizirati čim več takih in drugačnih dejavnosti. Imamo tudi tedenske maše vsako sredo. Pred kratkim smo tudi gostili vse naše duhovnike, ker je sprijetno vzdušje. Nadaljevali bomo s tem tudi naprej. Imam dober občutek, jaz upam, da bomo tole zadevo res peljali korak za korakom. Tja, kjer si želijo svojci, kjer si želijo stanovalci, zaposleni in upam, da bomo vzdržali, da bo ta kadrovski priliv počasi se tudi preobrnil in da bomo tudi lahko ojačali kadre na tistih področjih, ki nam zdaj trenutno primanjkuje. Tako lepo ste vse zaobjeli, vas podpiramo pri tem, da se boste še bolj povezali tudi z lokalnim okoljem. Prostora je pa vedno premalo, kaj ne? V bistvu so kapacitete povsem polne tule v domu. Ja, tule pri nas v domu so res polne, prošenj je zelo velik, kar marsikdaj nam je ful hudo, ker ne moremo res teh hudih primerov vzeti in je težko včasih se to tudi povedati, ampak žal imamo res omejene kapacitete, imamo sicer začasno sobo eno, ampak je ponavadi kar zelo napolnjena, imamo tudi dnevno varstvo, pač ponudimo tudi, da s tem probamo pomagati.
Vabljeni torej na dan odprtih vrat, ki ga pripravljajo v sredo 5. februarja. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. Na Ptuju se bo jutri opolnoči začelo 65. kurentovanje, največji slovenski etnografski festival, ki bo trajal do pustnega torka 5. marca. Uvod v dogajanje bo kurentov skok, ko bodo kurenti z zvonjenjem napovedali začetek pustnega časa. Sicer pa bo osrednje dogajanje največjega prikaza pustne dediščine v Evropi vključevalo 2 glavni povorki. Etnografska povorka bo 22. februarja, mednarodna karnevalska povorka pa 2. marca. Pričakujemo na etni povorki približno 2300 nastopajočih, na mednarodni povorki približno 2800 nastopajočih in vsega skupaj potem približno 6800. Zakaj ta razlika? Ker so še predvsem tudi drugi prikazi, tako da med 6800 do 7000, ki bodo napolnili staro mestno jedro. Je povedal direktor Javnega zavoda za mladino, šport in turizem Ptuj Matic Ber in dodal, da letos uvajajo tudi nekatere spremembe. Trasa etnografske povorke se bo začela na Zadružnem trgu, kot je to bilo že pred leti, in nadaljevala skozi staro mestno jedro. Na mestni tržnici bodo organizirali dodatno prizorišče, imenovano Kurentova tržnica, z animacijami in kulinarično ponudbo. Sicer pa se bo letos v sklopu festivala zvrstilo več kot 30 spremljevalnih dogodkov, med drugim extempore, pustni korzo in otroška pustna povorka, ki bo 3. marca. Kar se tiče parkirišč, pač vsi vemo, takšna velika prireditev predstavlja neko zagato, kar se tiče stoletnega režima. Mi vse obiskovalce, oziroma tisti, ki se želijo udeležiti vseh teh večjih povork oziroma vseh ostalih prikazov, pač jim svetujemo, da pridejo pravočasno. Princ ptujskega karnevala Marko Šamperl pa je dejal: Kuranti očitno res ne bomo več preganjali snega, ker so pač vremenske razmere kakšne so, ampak mislim, da uspešno preganjamo ta negativizem in smo vsi navdahnjeni z pozitivizmom. Jaz mislim, da je to tudi vredo in moram reči, da tukaj Ptujčanom, nam in širše res se vidi, koliko nam to kurentovanje pomeni in smo res vsi del tega. Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki se bo po besedah organizatorjev udeležila mednarodne povorke. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič. Radio Ognjišče v vašem kraju. Čez teden dni bomo zaznamovali slovenski kulturni praznik. V Kranju so sklenili, da bo do takrat vsak dan Prešernovo. V tednu kulture, v katerega vstopajo v gorenjski prestolnici, se bo skupaj zvrstilo 45 dogodkov, od vodenj in doživetij, predstav, koncertov do likovnih razstav in literarnih večerov. Vrata odpirajo številni kulturni hrami. Gorenjski muzej denimo pripravlja javna vodenja po razstavah in otroško delavnico. Kranjska mestna knjižnica medtem vabi na igrivo raziskovanje knjig. Vrh bo 8. februarja, ko bo Kranj zadihal s tradicionalnim, že 22. Prešernovim smenjem. Letos organizatorji pričakujejo nekoliko manj obiskovalcev, ker bo na ta dan v Novi Gorici in Gorici slovesna otvoritev Evropske prestolnice kulture. A v Kranju vseeno verjamejo, da bo živahno na vseh 20 prizoriščih, ki bodo gostila različne mojstre in umetnike, pevske zbore, folklorne skupine, lajnarje, domače obrtnike, recitatorje. Dogajalo se bo praktično od Pungarta pa vse tja do Prešernovega gaja med 10. in 22. uro. Program bo zelo raznolik. Slavnostna otvoritev bo po 11. uri pred Prešernovim gledališčem, pred našim največjim kipom Prešerna, če lahko tako rečem, na svetu. Kar se tiče mogoče še ostalega programa, bi omenil še mogoče nastop pihalnega orkestra na Maestrovem trgu ob 11:30. Poklonimo se ob 12:30 pred Prešernovim spomenikom, tja postavimo venec. Je pomembno mogoče še omeniti to, da imamo 2 zelo zanimiva koncerta na glavnem trgu, in sicer ena je Ditka in Feri Lajnšček, ta bo ob 14:30 in pa potem ob 16. uri še etnobanda Poseben gušt, to pa je skupina, ki preigrava, zelo kvalitetno preigrava poezijo Iztoka Mlakarja. Je povedal direktor Kranjskega zavoda za turizem in kulturo Klemen Malovrh.
Gorenjska prestolnica se bo ob tej priložnosti tudi preoblekla v podobo iz 19. stoletja. Vedno na Kranjske ulice povabimo tudi obiskovalce, da se oblečejo v modo 19. stoletja, da si dame mogoče pokrijo z nekim pokrivalom ženskim, potem tudi moške povabimo, da nosijo klobuke, cilindre, tako da lahko tudi obiskovalci nenazadnje kreirajo del tega programa. Kranjski zavod za turizem in kulturo bo za organizacijo Prešernovega smenja in zunanje dogajanje odštel približno 40 000 evrov. Kar se pa tiče notranjosti, se pravi teh naših prečudovitih kulturnih hramov, pa za ta program skrbijo ostale organizacije, inštitucije, zavodi in seveda tudi zelo dobro, zelo kvalitetno, zelo na nivoju in zaradi tega tega sodelovanja lahko rečem, da je Prešernov smenj poseben, da ima res raznolik, pester program, ki privabi res širšo množico ljudi, ne nazadnje čisto na vsakem koraku, na vsaki ulici, skoraj za vsakimi kulturnimi vrati dobite nekaj kulturnega. Torej, vsi ti obiskovalci lahko na nek način okušajo, si ogledujejo, poslušajo to našo kulturno zgodbo Kranja. Je še spomnil Klemen Malovrh. Prispevek sem pripravila Helena Križnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. V Slovenskih Konjicah bodo letos z različnimi dogodki precej pozornosti namenili kar 3 različnim obletnicam. V ospredju bo obeležitev 860-letnice Žičke Kartuzije, ob tem pa tudi 100-letnica smrti dobrotnice Adelme von Wey in 70-letnica prve izdaje pesmi Huda mravljica, ki je nastala izpod peresa rojenega Konjičana Branka Rudolfa. Župan Darko Ratajc je povedal, da občina področju kulture in umetnosti namenja veliko pozornosti. To pa, da se kaže tudi z vlaganjem v obnovo Žičke Kartuzije. Smo mi sedaj v 5 letih vložili skupaj seveda z državo preko 3 milijone evrov v njeno revitalizacijo, da smo jo ohranili tudi za bodoče rodove, ker stanje je bilo slabo. Tako da to je sedaj osnova za to, da za svojo duhovnost iz preteklosti, da jo nadgradimo tudi s vsebinami, ki so sedaj, tudi izjemno pomembne. Ob tem je konjiški župan poudaril, da se dobro zavedajo tudi njenega pomena za turizem. Mi se veselimo povečanega obiska, ki je. Predvsem nas pa veseli to, da smo za njeno prenovo, ki jo še nadaljujemo naprej, postali zelo prepoznavni tudi v širšem prostoru, ne samo v slovenskem, v evropskem prostoru. V evropskem prostoru je odmevala tudi prenova cerkve svetega Janeza Krstnika izpred dobrih 2 let. To dokazuje tudi osvojitev ene največjih arhitekturnih nagrad v Srednji Evropi, Piranesi, pa tudi Plečnikove nagrade. Vodja konjiškega turistično-informacijskega centra Tjaša Kangler je povedala, da so lani v Kartuziji našteli okoli 15 000 obiskovalcev. V primerjavi z lanskim letom smo zabeležili 1200 več prodajnih vstopnic, s tem pa, da tukaj notri gre zgolj za prodajne vstopnice, potem je pa potrebno temu prišteti te dneve odprtih vrat, ki jih organiziramo, poletne glasbene večere, ki privabljajo številne obiskovalce najstarejše gostilne Gastuž. Kanglerjeva je ob tem poudarila, da gre pri Žički Kartuziji za specifičen spomenik. Da ne gre za lokacijo, ki bi prenesla množičen obisk, torej da bi si želeli tam res poplave obiskovalcev, ker želimo obiskovalcem ponuditi ravno to mir, tišino, odmik od res tega vrveža in to z množičnim turizmom ne moremo doseči. Zato si želimo ponudbo nadgrajevati v tem smislu, da dodajamo dodano vrednost. Visoki jubilej, s katerim obeležujejo 860 let od prihoda Kartuzijanov v dolino, bodo v Žički Kartuziji, ki je pred natančno desetletjem postala spomenik državnega pomena, junija obeležili slovesno sejo občinskega sveta v obnovljenem objektu nedanje Kartuzijanske cerkve, na kateri bodo podelili tudi občinske grbe. Prispevek sem pripravila Manca Hribar. Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Mirni Peči se je v nedeljo 19. januarja sklenilo 9. državno ocenjevanje in razstava štrukljev. Dogodek je pripravilo Društvo podeželskih žena Mirna Peč v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije in občino Mirna Peč. Zbrane je na zaključni prireditvi nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Letošnja razstava je razstava presežkov tudi zaradi števila vzorcev. 2 komisiji sta morali oceniti skoraj 100 štrukljev. Prvi občutki so fenomenalni, ker se mi zdi, da prvič, da je 99 vzorcev, da je to res ena zelo velika, lepa številka. Podkrepljene z takimi gosti, ko smo jih imeli pač za nas, je to res ena velika čast za naše društvo in pa mislim, da tudi za celotno Mirno Peč. Je povedala predsednica društva Jelka Krivec. Tako so podelili 63 zlatih priznanj, 31 srebrnih, 2 bronasti in 3 zlate. Tako je bilo možno videti raznorazne štruklje, na primer štruklje s kislim zeljem in mletim mesom, štruklje z ocvirki, slivove štruklje iz spaljenega testa, sladke štruklje z lešnikovim nadevom ali štruklje s polnozrnate moke z ajdovo kašo, skuto in jurčki, potem so bili krompirjevi s kislim zeljem, slanino in ješprenjem ali pa mandljevi z rozinami. Kvaliteta štrukljev je iz leta v leto boljša, še pravijo organizatorji. Župan občine Andrej Kastelec pa o dogajanju dodaja. Glede na število obiskovalcev in pa na udeležbo same predsednice nekako dokazujemo, da delamo v pravi smeri, predvsem na področju kulturne dediščine, kulinarike in vse tistega, kar ljudi združuje. In če bomo to znali nadaljevati, tudi kot sama predsednica rekla, bo nam bistveno lažje živeti v naši lepi Sloveniji. Med gosti so bili tudi 25. cvičkova princesa Blažka Ilovar, domači župnik Blaž Franko, nekdanja veleposlanica Republike Slovenije na Češkem Tanja Strniša ter direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan. Kulturni program na zaključni prireditvi so obogatile ljudske pevke Čebelice, Društvo harmonikarjev Mirna Peč, moški pevski zbor Rožmarin in Tanja Zalokar, ki je zaigrala na citre. Prispevek sem pripravil, ust poln sline, Rok Mihevc. To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radia Ognjišče. Sicer pa, če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognjisce.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.